Živijo, spet midva, Srebrusta pa mali Svetovit tukaj. Danes sva želela spet pokazati eno novo vezavo s trakom, tkanim trakom. In sicer se nam že večkrat zgodilo, da mali zaspi v rokah, pa je treba kaj iti narediti, a ne? Tako da ta vez je zelo fajn za take primere, v bistvu ga sploh ne bom nič odložila, samo vezala bova, ne? Ja, tako bo. Vzela sem malo krajši trak, ker mi je lažji, tale je za dve velikosti manjši, kakor je moja osnova. Najdem sredinsko oznako, trak naberem od enega roba do drugega, se pravi po celotni širini in pripeljem otročka na svojo sredino. Sprednji vez je, imenuje se kenguru. To je eden od načinov, kako se ga zaveže. Če imate samo bazno velikost, mi napišite v komentar, pa lahko tudi tisto posname. Meni je lažje z krajšim tole delati, ker mi ni toliko blaga za okolo pletati. Jaz sem večino blaga, večino traku po širini, njemu zdaj podrito zabasala, zdaj bom pa sam gor privlekla, toliko, da pridem nekje do ramen. Pokazala, kje je sredinska oznaka. Takole. Takole. In nekako zgornji rob razprostrem, tako da boste videli, no. Spodnji rob bom pa prepognila čez zgornjega. Evo, takole, da mi pride k vratu in vidim napačno stran traku. Zgornji rob bo pa zdaj tle na zunanji strani rame, se pravi obratno, kakor je ponovadi. Lahko malo pobinglam, zato da se mi zaziher nič ne preplete odzadaj. In isto ponovim še na tej strani. In ta glavna fora pri tem kenguruju ali pa kjerkoli kenguruju je, da je zgornji rob napet. Glejte, koliko je tle odvečnega materiala, to probam že zdaj čim več pobrati. Gor pa res povlečem samo toliko, kar rabim, nič več. Dobro. Sežem zadaj in pripeljem krak naprej. S tem, da pazim, da napačna stran gleda ven. Nič ne zategujem, zdaj v bistvu samo priprijemam stvari, da mi kakor toliko provizorij stoji vse skupaj. Takole. Primem z eno roko spredaj, s to roko bom šla pod nogo in naredila, pobrala konkretno tle tretjino, če več blaga, in prepravila od kolena do kolena in jih dvigala nad ritko, da dobim tisti zaželjeni položaj nogice, ne? Tako, takole, in napinam. Preverjam, kater krak je spodnji. V mojem primeru je to, ne ta, ta. In zdaj bom začela pa zategovati pramen za pramenom. Zdaj, ker sem naredila ta obrat, bo ta rob, ki je tukaj spodnji, zategoval zgornji del tlele. To je ta, ki pride tlele na rami in njemu direkt pod pazduhami, oziroma če imate mlajšega otročka in boste višji gor pripeljali, bo to tisto, kar je pri vratu. Lahko tudi malo izmenično, če vidite, da vam sredinska oznaka malo pobegne. Takole, pomagam si tudi z ramo, da pobiram ven odvečen material. Preprimem pramen. In tako pobiram ta odvečen material po celotni širini. Tako. In pridem do zadnjih 5 cm, kar je rob. Tisto pa kar skup. Je pa treba tle res fejst pritisniti, tle ni nič biti nežni. Ker drugače ne boste ven dobili tega odvečnega materiala. Tukaj isto, sej, tale trak je res fajn, ko vidite, tudi vzorc ima na enem robu. Kaj boš ti zdaj s to roko, jo boš imel vzorno? Tale vzorček je tlele od spodaj in tukaj je. V bistvu, ko zategujem, mogoče zgleda, da vlečem naprej, ampak vlečem nazaj. Tole si popravim, pazim, da je ta rob vedno pri vratu. Ni to zdaj vez, ki bi vam omogočil ogromne negibljivosti, ravno zaradi te kapce čez ramena, če hočete temu tako reči.
S kratkim trakom boste zavezali nad nogami pod ritko. Tale je meni kar malo debel pa kratek, tako da bom uporabljal obroček za zaključek. Preverimo seveda, da otrok ne sedi na vozlu, ampak pride tudi ta od zadaj k kolenom. Od zadaj ne pozabiti si razprostreti čim več, kolikor gre. Zdaj, kako zaklenemo ta sedež, je, da poberemo ta material in ga damo pod ta krak. Gre čez nogo, na tej strani tudi. Grem pod krak, vzamem ves ta material in spodaj. To je sploh zdajle potrebno, no, ko on ne spi. Pri kakšnih večjih otrocih, ki so malo bolj živahni med vezanjem. Prav, okej, oni tudi ste vedno. Počašču, miževo deželo, ne? Tako. To je to. Kako zavezati spečega otroka, oziroma otroka, ki se ne pusti dati iz rok. Tako. Kaj sem zdaj prav rekla? Jaz upam, da vam je video všeč. Če vam je bil, dajte stisniti prst gor. Če boste res probali, imate kakšno vprašanje še, mi napišite v komentar dol. Če pa mislite, da še komu prav pride, pa podelite tale video naprej. Mi se pa vidimo kmalu. Ajde, čau!